Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, kot pomladansko prebujanje narave osmisli njeno zimsko mirovanje, tako tudi velikonočni prazniki človeku, ki hrepeni po smiselnosti vsakega trenutka življenja, vrnejo smisel in dajo novo upanje. Tudi v tistih trenutkih, ki s trpljenjem in bolečino razodevajo bolj smrt kot življenje. Kaj vse smo danes pripravljeni storiti, da bi mejo smrti pomaknili vsaj malo naprej? A je vse zaman? Res nas tudi Kristus ne reši telesne smrti, nas pa odreši v njej. Kristus je edini zmogel smrt na križu, ki predstavlja vrhunec zla v korenini, preobraziti v vrhunec dobrega, ki ga Bog želi podariti človeku. Sami, brez Kristusove smrti in vstajenja, poznamo le življenje zaprto v egoizem, ki se vedno konča s porazom. Velika noč pa oznanja, da je tu nekdo, ki pozna smrt, ki je za življenje. To je smrt, ki je darovanje življenja iz ljubezni. Takšne velikonočne pomladi smo tudi letos potrebni vsi, izkoriščani in ubogi, razočarani in bolni, enako kot bogati, srečni in zdravi. Morda je težko povezati veliko noč s trenutnim doživljanjem najrazličnejših kriz, osebnih, zakonskih, družinskih in družbenih. A sporočilo je preprosto. Samo človek, ki pozablja nase za to, da bi v ljubezni prednostno poskrbel za bolj potrebne, kot je sam, lahko prinese prave rešitve na vseh področjih. Vsem želim blagoslovljene velikonočne praznike, ki naj nas iz zime samoljubne naravnanosti prebudijo v dar drug drugemu iz ljubezni. Danes je bleščeči dan te zmage, ker nas je namreč Bog odrešil, ne zaradi naših del, temveč zaradi svoje milosti v Jezusu Kristusu, ki je uničil smrt in razsvetlil življenje in nepropadljivost po evangeliju.